Ali vlada s predlagano zakonodajo morda namenoma ruši ustavni red? Govorimo o tako imenovanem Šuterjevem zakonu, o javni varnosti in pa o novih pooblastilah Sove, posebej tistih, ki naj bi jih ustavno sodišče že prepovedalo. In če je odgovor da, če vlada res ruši ustavni red, ali so potem poslanci, ki bi to podprli, pa vlada sama, sploh še legitimni? To je, mislim, jedro. Vir za našo današnjo, recimo poglobljeno analizo, je torej točno ta dokument, odprto pismo javnosti in vladi Republike Slovenije. Naslov je precej izgovoren. Policija prevzema sodno funkcijo ali je vladi zmanjkalo zraka? Pismo, izraža res globoko zaskrbljenost podpisnikov. Natančno. Danes bomo torej pogledali argumente, očitke, pa tudi interpretacije, kot so zapisane v tem pismu. Ta opozarja na domnevno protiustavnost, na širjenje nadzora, posege v temeljne pravice, recimo nedotakljivost stanovanja, zasebnost. Postavlja pa tudi vprašanje o pravni državi, pa o odgovornosti poslancev. Namen je torej predstaviti te pomisleke. Pismo najprej obravnava ta Šuterjev zakon. Kaj so glavni očitki, glavne skrbi v zvezi s tem? Pismo navaja, da je vlada ta predlog potrdila na seji 6. novembra. In to poudarjajo nekako skrito kot nek takojšen odziv na tiste tragične dogodke. Podpisniki so prepričani, da je bil predlog pripravljen tajno, v naglici. In da ne gre za strokovno premišljeno rešitev, ampak bolj za nek nevaren politični refleks, če lahko tako rečem. Vidijo to kot ponujanje neke navidezne varnosti v zameno za svoboščine, kot izraz samovolje izvršne oblasti, ki naj bi obšla demokratske postopke. Kateri konkretni ustavni pomisleki so izpostavljeni? Pismo trdi, da zakon na več mestih očitno krši temeljne določbe ustave. Izrecno sta poudarjene dve domnevne kršitvi. Prvič, kršitev 153. člena ustave. Ta določa, se veste, hierarhijo pravnih aktov, da morajo biti zakoni skladni z ustavo. Pismo argumentira, da se s tem zakonom, čeprav je formalno zakon, lex specialis, poskuša povoziti temeljne ustavne pravice, torej ustavo samo, lex superior. To je po njihovem mnenju nedopustno. Drugič, in to je morda za posameznika najbolj otipljiva skrb, poudarjena je domnevna kršitev 36. člena ustave, nedotakljivost stanovanja. Ta člen jasno določa, da sme v stanovanje proti volji stanovalca vstopiti samo oseba z odločbo sodišča. Predlog zakona naj bi pa to varovalko obšel in policiji omogočil vstop brez sodne odredbe, že na podlagi zgolj verjetnosti, da je tam skrito orožje. Zgolj verjetnosti. To se pa sliši kot zelo nizek prag za tako invaziven ukrep. Ja, pismo gre še dlje. Skuša ilustrirati, kako široko bi se to lahko interpretiralo. Kot primer navaja celo solzivec ali boksar, ki po veljavnem zakonu o orožju res formalno gledano spadata v kategorijo D. Po mnenju avtorja bi torej že sum, da ima nekdo doma solzivec, lahko zadostoval za vstop policije, brez sodne odredbe in dosedanje prakse ustavnega sodišča, ki je vedno poudarjalo nujnost sodne odredbe, razen v res redkih izjemah. Razumem. V pismu pa je govora tudi o nekem širšem kontekstu. Omenja se Agenda 2030, celo Svetovni gospodarski forum. Kako avtorji to povezujejo s tem zakonom? Res je. Pismo postavlja ta zakon v precej širši globalni kontekst. Avtor trdi, da je slovenska vlada zavezana implementaciji Agende 2030, sklicuje se na uradni odlok o strategiji razvoja. Po interpretaciji v pismu naj bi bil skriti cilj te globalne agende vzpostavitev sistema nekega popolnega družbenega nadzora in posledično ukinitev pravic in svoboščin. Lokalno tragedijo v Novem mestu pa avtor vidi kot nekako načrtno izvan kaos, kot idealno priložnost, ki naj bi jo vlada cinično izkoristila, pri tem omenja tudi vlogo novomeškega župana, ki ga povezuje z Svetovnim gospodarskim forumom. Torej, čeprav razumem argumentacijo pisma, naj bi bila ta lokalna tragedija in morda obstoječi predsodki proti Romom uporabljeni kot izgovor za uvedbo represivnih ukrepov, ki bi lahko kasneje prizadeli vse. Vidi to kot poskus, da se cilji globalne agende implementirajo skozi stranska vrata, pri čemer naj bi izkoristili čustva in predsodke, povezane z romsko problematiko, za uvedbo represivnega aparata.
Ta aparat pa bi, ko bi bil enkrat vzpostavljen, lahko uporabljen proti komurkoli. Pot naj bi bila začrtana od enega Roma do celotne nacije. Zelo močne trditve, res. Torej, če Shooterjev zakon napada fizični prostor, dom, pismo opozarja še na nek vzporeden proces, ki naj bi tekel za zaprtimi vrati in ciljal na digitalni prostor. Točno tako. Pismo trdi, da je vlada skoraj sočasno in spet stran od oči javnosti potvrdila še en, še bolj zlovešč predlog. Ta naj bi SOVI, torej Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, podelil nova izjemno invazivna orodja. Pismo pravi za totalni množični nadzor. Avtor to vidi kot usklajen dvotirni napad na svobodo. Shooterjev zakon proti fizičnemu prostoru, domu, novi zakon o SOVI pa proti digitalnemu in javnemu prostoru. Skupaj naj bi tvorila nekakšen primež, ki bi postopoma dušil svoboščine. Katera konkretna orodja oziroma pooblastila SOVE so pisma najbolj sporna in zakaj? Pismo izpostavlja dva ključna elementa novih pooblastil SOVE. Prvi so tako imenovani IMSI lovilci, IMSI catchers. Po opisu v pismu gre za naprave, ki delujejo kot lažne bazne postaje mobilne telefonije. Ko se mobilni telefoni v bližini povežejo na nje, namesto na pravo postajo, naj bi te naprave omogočale tajno spremljanje lokacije, identifikacijo, preko IMSI številke in potencialno celo prestrezanje komunikacij ali vdor v telefone. Več 100 ali 1000 uporabnikov hkrati na nekem območju. Pismo omenja tudi konkreten primer uporabe, se mi zdi. Da, slika zelo nazoren primer uporabo IMSI lovilca na nekem mirnem protestu. S tako napravo bi lahko SOVA po trditvah pisma zajela identifikacijske podatke vseh mobilnih telefonov v bližini in tako identificirala udeležence protesta, ne glede na to, ali so osumljeni česarkoli ali ne. To vidi kot orodje za množično nadzorovanje in potencialno ustrahovanje državljanov, ki uveljavljajo svojo ustavno pravico do zbiranja in izražanja mnenj. Ampak najbolj presenetljiv del te trditve glede IMSI lovilcev je pa... Absolutno. Ključni očitek in tisto, kar pismo poudarja kot najbolj šokantno in arogantno potezo oblasti, je trditev, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije leta 2023 uporabo IMSI lovilcev že izrecno prepovedalo. Že prepovedalo? Ja, točno tako. Pismo trdi, da je sodišče v svoji odločbi jasno zapisalo, da je takšno množično zbiranje podatkov nesorazmerno in protiustavno. Neverjetno. Zato pismo obtožuje vlado, da s poskusom ponovnega uvajanja te tehnologije zavestno ignorira odločitev najvišjega sodišča v državi, da se postavlja nad ustavo in sodno vejo oblasti. In to je, veste, jedro očitka o nelegitimnosti delovanja vlade. To je pa res osupljiva trditev, če drži, ignoriranje odločbe Ustavnega sodišča bi bil izjemno resen precedens. Kaj pa je drugi sporni element, ki ga pismo omenja pri SOVI? Drugi element je uvajanje tehnologije za prepoznavanje obrazov v nekem širšem obsegu. Pismo argumentira, da bi množična uporaba te tehnologije, recimo s povezovanjem kamer v javnem prostoru s podatkovnimi bazami, pomenila dejanski konec anonimnosti v javnem prostoru. Vsak korak, vsako srečanje, vsaka udeležba na javnem dogodku bi bila lahko zabeležena, analizirana, trajno shranjena. To naj bi ustvarilo neko ozračje nenehnega nadzora, ki bi lahko ohromilo svobodno gibanje in izražanje. In katere ustavne pravice naj bi bile po mnenju pisma kršene s temi digitalnimi orodji IMSI lovilci in prepoznavanjem obrazov? Ti ukrepi predstavljajo neposreden napad in posmeh več temeljnim ustavnim pravicam. 35. člen ustave, ki ščiti splošno pravico do zasebnosti in osebnostnih pravic, potem 37. člen, ki zagotavlja tajnost pisem in drugih občil, kamor sodi tudi elektronska komunikacija, ter 38. člen, ki varuje osebne podatke. Po mnenju avtorjev bi bila z uvajanjem teh tehnologij vsa ta jamstva grobo in nesorazmerno kršena. Sliši se kot zelo obsežen poseg v zasebnost, če so te trditve točne. Ampak pismo ne ostane samo pri teh dveh zakonih, kaj ne? Opozarja tudi na nek tretji sklop potez, ki naj bi rušile pravosodne varovalke. Kaj naj bi to pomenilo? Pismo argumentira, da se napad na ustavni red ne dogaja le skozi nova pooblastila policiji in SOVI,
ampak tudi skozi hkratno slabitev pravosodnih varovalk, tistih, ki bi morale te posege nadzirati, in navaja 3 konkretne primere domnevno spornih sprememb. Prvič, omejitev pravice do izločitve nezakonito pridobljenih dokazov. Ampak počakajte, to bi potem pomenilo, da bi dokazi, pridobljeni naprimer z domnevno nezakonitim vdorom v stanovanje po tem zakonu, lahko postali veljavni na sodišču? Pismo namiguje na to povezavo. Natančno. Če se na eni strani širijo pooblastila za pridobivanje dokazov na načine, ki so ustavno sporni, kot recimo vstop v stanovanje brez odredbe, na drugi strani pa se otežuje tako pridobljenih dokazov iz sodnega postopka. Potem se, po mnenju pisma, ustvarja sistem, kjer lahko država krši pravice posameznikov, sodišča pa so prisiljena te kršitve spregledati ali celo legitimirati z uporabo nezakonitih dokazov. Drugič, pismo omenja podaljšanje najdaljšega možnega trajanja pripora. To pomeni, da bi lahko bili osumljenci dlje časa v priporu, še preden bi bila njihova krivda dokazana, kar postavlja vprašanja o sorazmernosti pa o domnevi nedolžnosti. Tretjič, kritizira spreminjanje kazenskega zakonika s tako imenovanim omnibus zakonom. To je praksa, ko se v enem predlogu spreminja več različnih določb. Da tak pristop otežuje preglednost, onemogoča poglobljeno razpravo in lahko služi za prikrivanje spornih določb znotraj nekega obsežnega paketa. In kakšna ne bi bila končna posledica teh sprememb v pravosodnem sistemu, kot jo vidi pismo? Kaj naj bi to pomenilo za pravno državo? Avtor pisma trdi, da se s temi kombiniranimi ukrepi, širjenjem pooblastil in slabljenjem varovalk neposredno ruši eno temeljnih načel pravne države. To je načelo zakonitosti v kazenskem pravu, zapisano v 28. členu Ustave. To načelo med drugim določa, da nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero zakon ni določil, da je kaznivo, še preden je bilo storjeno. Nullum crimen sine lege previa, in da mora biti proces pošten. Spremembe naj bi torej posegale v temeljna jamstva poštenega postopka in odpirale vrata samovolji. Pismo pa ne naslavlja vlade, ampak zelo neposredno tudi poslance državnega zbora. Kakšna je njihova vloga in odgovornost? To najbrž pelje naravnost k tistemu osrednjemu vprašanju legitimitete, ki sva ga omenila na začetku. Točno tako. Pismo se eksplicitno obrača na vest in odgovornost vsakega posameznega poslanca. Sklicuje se na 82. člen Ustave, ki določa, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na navodila. Načelo svobodnega mandata. Na podlagi tega pismo argumentira, da vsak poslanec nosi osebno odgovornost za svoje glasovanje. Če poslanec zavestno podpre zakon, za katerega ve ali bi moral vedeti, da je očitno protiustaven, kot naj bi bil po mnenju pisma Šuterjev zakon, ki naj bi kršil vsaj 5 členov Ustave, potem ta poslanec protiustavno. Posledice so daljnosežne. Pismo implicitno, pa tudi eksplicitno, postavlja vprašanje legitimnosti takšnega poslanca kot predstavnika ljudstva. Če poslanci, ki so prisegli na Ustavo, zavestno glasujejo za njeno kršitev, ali lahko še veljajo za legitimne predstavnike? In če poslanci, ki tvorijo večino in podpirajo vlado, ravnajo protiustavno, potem se po logiki pisma postavlja tudi vprašanje legitimnosti same vlade. Vlade, ki takšne protiustavne zakone predlaga in se opira na podporo takšne večine. To je v bistvu srž argumenta o morebitnem rušenju ustavnega reda in izgubi legitimnosti oblasti. V pismu je uporabljena tudi zelo močna pravna formulacija, da je zakon ničen že v štartu. Kako avtori to utemeljujejo? To ni nekaj, kar slišimo vsak dan, ne? Res je. To je zelo močna trditev z globokimi pravnimi implikacijami. Pismo to ničnost utemeljuje z 2 glavnima argumentoma. Prvič trdi, da je zakon vsiljen strani izvršne veje oblasti, kar naj bi bilo v nasprotju z načelom delitve oblasti. Drugič, in to je pravno ključno, pismo poudarja temeljno načelo, da parlamentarna večina ne more uzakoniti neustavnosti. Večina ne more izglasovati zakona, ki je v nasprotju z Ustavo. Pri tem neposredno citira odločbo Ustavnega sodišča, ki pravi: Državni zbor nima pravice sprejeti zakona, ki je v nasprotju z Ustavo, tudi ne z dvotretjinsko večino. S tem pismo argumentira, da je vsak zakon, ki je v tako očitnem nasprotju z Ustavo, kot naj bi bila predlagana zakona, pravno gledano ničen.
neobstoječ, brez pravne veljave. Že od samega začetka, ne glede na to, ali ga parlament formalno izglasuje ali ne. To neposredno napada legitimnost samega zakona in posredno legitimnost tistih, ki ga sprejemajo. Kako pa pismo odgovarja na morebitne utemeljitve vlade za te ukrepe? Pogosto slišimo sklicevanje na varnost, na mednarodne obveznosti ali pač potrebo po hitrem ukrepanju. Kategorično predvidevate možne argumente in jih zavrača kot neutemeljene izgovore. Glede sklicevanja na mednarodne sporazume kot Pariški sporazum ali Agenda 2030, pismo kategorično trdi, da ti dokumenti nimajo statusa pravno zavezujočih aktov, ki bi lahko povozili ustavo. Ustava ostaja najvišji pravni akt. Mednarodni sporazumi jo morajo spoštovati, ne obratno. Prav tako ostro kritizira uporabo nujnega postopka za sprejemanje zakona. Ta je sicer predviden v 91. členu poslovnika DZ, ampak le za izjemne okoliščine. Pismo trdi, da gre tukaj za očitno zlorabo postopka, z namenom utišanja stroke, izključitve javnosti in preprečevanja temeljite argumentirane razprave o tako korenitih posegih. Namen naj bi torej preprečiti demokratični nadzor. Torej, če skušava zdaj povzeti bistvo argumentov iz tega obsežnega in, rekla bi, precej alarmantnega odprtega pisma, avtorji izražajo najglobšo zaskrbljenost, da predlagani Šuterjev zakon in nova pooblastila Sove, vključno z IMSI lovilci, ki naj bi jih ustavno sodišče že prepovedalo, da vse to ni zgolj nekaj spornih ukrepov, ampak da gre za usklajen in zavesten napad na ustavni red Slovenije. Pismo trdi, da ti ukrepi nesorazmerno posegajo v temeljne pravice, kot sta nedotakljivost stanovanja in zasebnost, da uvajajo orodja za množični nadzor, slabijo pravosodne varovalke in celo arogantno ignorirajo predhodne odločbe najvišjega sodišča. Posledično se pa neposredno postavlja vprašanje ustavnosti delovanja in s tem seveda temeljne legitimnosti oblasti, ki naj bi ravnala protiustavno. Natančno, povseto. In na podlagi teh skrajno resnih trditev pismo postavlja zelo jasne in odločne zahteve. Od vlade in vseh ministrov, ki so sodelovali pri pripravi teh predlogov, zahteva takojšen in nepreklicen umik obeh spornih predlogov, zakona o ukrepih za zagotavljanje javne varnosti in predlogov za Sovo. Zahteva tudi javno opravičilo državljankam in državljanom za, kot pravijo, poskus tako grobega pohoda na ustavni red in temeljne svoboščine. In nazadnje, zahteva takojšen začetek široke javne in strokovne razprave o iskanju rešitev za varnost. Rešitev, ki bodo učinkovite, ampak predvsem so razmerne in popolnoma skladne z ustavo in najvišjimi standardi pravne države. Hkrati pismo poziva celotno slovensko javnost, stroko, pravnike, medije, vse posameznike, ki jim je mar za demokracijo, naj se pridružijo temu pozivu in jasno postavijo mejo morebitnim protiustavnim težnjam. Kar nas na koncu pripelje do tega temeljnega vprašanja, ki ga to pismo nedvoumno postavlja pred celotno družbo in o katerem je, mislim, vredno res poglobljeno premisliti. Kje natančno poteka meja med legitimno skrbjo države za varnost in nujnim varovanjem temeljnih svoboščin ter zasebnosti, ki jih zagotavlja ustava? Je ta meja fiksna ali se lahko premika? In še pomembneje, kakšna je vloga in odgovornost vsakega posameznika, civilne družbe, medijev in nenazadnje samih državnih institucij, ključno s poslanci in sodišči pri ohranjanju tega občutljivega ravnovesja? Še posebej takrat, ko se pojavi resen sum ali pa konkreten očitek o protiustavnem delovanju oblasti. Delovanju, ki lahko načne samo njeno legitimnost.